Lep pozdrav, jaz ostajam doma, upam, da tudi vi. Ta teden bomo posvetili tekmovalcem in tudi začeli bomo tako, da bomo pripravili najprej kondicijski del. Obljubil sem vam met z medicinko, ki mislim, da zelo pripomore k izboljšanju forehanda in backhanda ter uporabe nog in bokov. Super je, če lahko za ta trening uporabite drugo osebo, da vam medicinko meče ali jaz imam košarkarsko žogo, za mlajše lahko tudi nogometna žoga, da vam jo lovi in daje nazaj. Če pa ne, pa bom jaz tudi danes poskušal pokazati ob steno. Malce bolj zahtevno je, ampak bo šlo. Se pravi, najprej tisti najpomembnejši del in to je v bistvu met žoge, met medicinke iz nog, iz boka in zelo izmahnjene roke. Predstavljajte si, da je vsak udarec tako kot met loparja v bistvu skozi žogo. In najprej moramo dobiti ta gib, se pravi ta gib ven. Da res na polno vržemo žogo ven, se pravi na obeh straneh. In lahko samo mečete žogo v steno ali v osebo, ki vam jo podaja. Potem težja vaja je, da delamo zraven še križni korak in obračamo bok. Se pravi, zasuk, križni, zunanja noga, vrnem, obrnem bok, križni, spet zasuk, križni, naslonim na nogo, vrnem, križni in tako ponovim tudi na drugi strani. Se pravi, zasuk, križni korak na zunanjo nogo, obrnem, spet obrnem tukaj bok, križni korak nazaj. In tako ponavljam, vidite, da se hitro zadihamo. Tukaj je zelo pomembno, da res naslanjate nogo, naredite križni, zunanja noga, met, obrat boka, križni nazaj in zopet. Zasuk, križni. Ok? Dobro, gremo naprej. Naredimo vajo za servis. Lahko delamo na obeh straneh, zelo da je tudi koordinacijsko. In sicer gremo in zabijemo dol na tla. Se pravi, grem kot servis, s predklonom zabijemo tla in tudi na drugi strani. Ja, vidite, da na levi roki nisem tako dober. Ja, še s predklonom. Tako. Pa naredimo vajo še med žoge izpred trupa. Ja, jo zaženem izpred trupa. Čim močneje. Lahko si jo tako, da vam pade nazaj. Ali da se enkrat odbije. Vse te serije delate po 8 do 10 ponovitev. Povežimo današnji trening z treningom za noge, za dober split step in spremembo smeri. Pa bomo začeli v različnih štartnih položajih. Najprej, se pravi, lahko si date eno črto na tla in prestopate naprej nazaj. Naprej nazaj, lahko vam kdo na znak da, kdaj naredite split step in šprint. In tudi drugič, ko spremenimo smer, vam lahko da kdo na znak. Jaz si bom to kar sam naredil. Se pravi, hop, tečem, hop, hop in križni za spremenim smer. Tako. In gremo nazaj. Gremo drug štartni položaj. Pravi, gremo naprej nazaj. Hop, hop in spet križni korak. Super je, če imate tukaj malo več prostora kot jaz. Pa gremo naslednjega, spredaj, zadaj, delamo hop, vedno poskok, hop in križni korak. Pomembno je tukaj, da naredite res dober split step, dober naložite in potem naredite križni korak enkrat v eno stran in enkrat v drugo. In pa še zadnji štartni položaj, se premikate bočno. Hop, tečete, hop. Tako, to je bilo za danes vse. Malce bolj zahteven trening. Vse skupaj bi bilo dobro, da ga delate 20 do 30 minut, 3 do 4 serije vseh ponovitev. Poskusite dobiti nekoga za pomoč, delajte v paru, mogoče izmenično vsak enkrat. In bodite pozorni na to, da res odrivate iz nog, da obračate boke in da vložite veliko energije v ta trening, da se vam bo to poznalo potem, ko bomo stopili nazaj na igrišča. Se vidimo zopet jutri, do takrat pa ostanite doma, bodite zdravi in lep pozdrav!